Prva omemba Velenjskega gradu, ki leži na strmi skalni kopi nad mestom, sega v leto 1270. Od prvih lastnikov, gospodov Kunšperških, se je teh do druge svetovne vojne zamenjalo še kar nekaj. Nato je grad prešel v družbeno premoženje. Takrat v njem naredijo stanovanja za rudarje, ki so ob bistveno povečanih zahtevah po premogu prihajali na delo iz celotne tedanje države. Rudnik je bil tisti, ki se je takrat res začel zelo intenzivno širiti, potrebovali so novo delovno silo in takrat so se zelo na veliko začeli priseljevati delavci sem v Velenje in tako je bil grad pač tudi ena izmed primernih stavb, kamor so lahko te rudarje naselili. Potem pa 3. novembra 1957 je pa potem podpisana ustanovna listina Muzeja slovenskih premogovnikov, podpisalo jih je več premogovnikov in na ta način se potem tudi začne razvoj našega muzeja. Velenjskemu gradu so rekli tudi Stari grad in v prvih letih, ko so ga obnavljali, so tam še vedno živeli nekateri stanovalci. Prva razstava je bila odprta leta 1966. Šlo je za prvo premogovniško zbirko, v sklopu katere so postavili rudniški rov, da so imeli obiskovalci občutek, kako je v rudniku. Te eksponate pozneje predstavijo v Muzej premogovništva na Starem Jašku. Torej 66. leta se odpre prva zbirka, medtem ko že potem 68. leta potem postavijo novi stalni razstavi, takrat sta bili posvečeni narodno-osvobodilnemu boju v naši Šaleški dolini in pa delavskemu gibanju, tako da nekje se s tem potem to obdobje nadaljuje. Potem pa za dopolnjevanje v bistvu naših zbirk pridejo bolj neki naključni dogodki. Namreč leta 1964 odkrijejo kosti mastodontov in tudi tukaj potem se takrat odločijo, da bo to predstavljeno tukaj pri nas na Velenjskem gradu in tako da to je v bistvu potem ena naših najstarejših razstav, ki še vedno stoji, torej ta je bila odprta potem leta 1969. Potem pa spet po naključju pride v Velenje zbirka Frančiška Fojta, torej Afrika, in tako se nekako potem ta muzej premogovnikov širi res potem tudi na ostala polja in ga tudi potem dopolnijo kasneje, potem tudi recimo še z galerijskimi zbirkami. Tukaj gre predvsem za zbirko predmetov umetniških, ki jih je takrat kupovalo Gorenje, pa potem z razstavo, ki govori o času srednjega veka v Šaleški dolini in pa seveda z razstavo, ki govori o razvoju samega mesta Velenje, torej mladega mesta. Kot pravi direktorica muzeja Tanja Verboten, so z nastajanjem mesta Velenje doumeli, da ni pomembno samo, da je delo in da so ljudje, ki tega opravljajo, ampak da je pomembno tudi kulturno delovanje in ohranjanje kulturne dediščine. Zavedanje tega bo tudi tema razstave, ki so jo pripravili ob 65. obletnici muzeja. Tukaj je mogoče zanimivo ravno to, tudi sam naš naslov same razstave. Ravno to smo mogoče tudi skušali z samo razstavo prikazati, da so se ljudje v bistvu dosti hitro naučili, da je torej treba predmete nekako dati v muzej, torej namesto, da bi jih vrgli na smeti, so že dosti hitro rekli, kar je takega, dajte gor na grad, na Star grad, sam gor zbirajo te stvari in dajte jih potem na ta način ohraniti. Torej, naslov razstave je Lega kamerat, ne v Štirc, to ne gre gor na Star grad. Štirc je potem verjetno smetišče, ja. Razstava v Rondeli bo v prvem delu predstavila razvoj muzeja, od Muzeja slovenskih premogovnikov do danes. V drugem pa si bo mogoče prvič ogledati kar nekaj zanimivih predmetov iz muzejskih depojev. Depoji Muzeja Velenje vsebujejo približno 50.000 različnih predmetov. Kustosinja Barbara Drev, ki je idejna vodja in koordinatorica projekta, pravi, da so iz depojev izbrali predmete, ki še niso bili na ogled, a so zanimivi tako po namenu, kot tudi zaradi osebnih zgodb, ki jih spremljajo. Nekateri so iz tujih krajev, drugi danes nenavadni, so bili povsem navadni nekoč, na ogled pa bodo tudi njihovi najstarejši. Torej, en primer je tak, je glajena kamnita sekira iz mlajše kamene dobe, ki je bila najdena tukaj v Šaleški dolini. Potem iz področja osebno-posebno imamo na primer basistov stol. To je v bistvu čist navaden lesen gostilniški stol iz gostilne pri Basistu, ki je delovala nekje do začetka druge svetovne vojne v vasi Družmirje. Zadnji lastnik te gostilne, domačije, je bil, klicali so ga Basist,
Ta basist je pravzaprav bil zadnji prebivalec vasi Božmerje, preden se je ta vas izginila zaradi rudarjenja. Stol nam je podaril sam lastnik. Torej, lastnik je bil tisti, ki je potem nekako sam tudi razumel to pomembno vlogo predmetov, ki nekako pašejo v muzej in na ta način potem pripovedujejo tudi svojo zgodbo. Na razstavi bo tudi doma narejeno orodje iz lesenega ročaja in nemške vojaške čelade, ki so ga uporabljali kot zajemalko za gnojnico ali za obiranje sadja. Poseben predmet je tudi nekdanje premično stranišče za grajsko gospodo in tisto, ki so ga v rudniku uporabljali rudarji. Jamsko stranišče, torej se imenuje kibel. To je valjasta posoda z ročajema in pokrovom. Ta kibel so uporabljali rudarji za stranišče in kibelmajster je bil tisti, ki je bil zadolžen, da je potem ta poln kibel odnašal ven, ga očistil in prinesel nazaj. Tukaj je mogoče zanimivo, da si mogoče tisti, ki nikoli nismo delali v rudniku v jami, težko predstavljamo, na kak način je res to potekalo. Mogoče niti ne razmišljaš o tem, zato je tudi zanimiva recimo ta posoda. Te spodbudi za to, da začneš razmišljati, kako pa v resnici osnovne življenjske potrebe opravljajo rudarji, ki so 8 ur ali pa še več v jami. In tako zato se nam je zdelo tudi to, da je res en tak zelo zanimiv predmet, ki ti daje mogoče tudi neko dodatno razmišljanje o življenjskih pogojih in v bistvu o razmerah, ki jih rudarji v jamah doživljajo. Barbara Drev pravi, da prav vsi izbrani predmeti pritegnejo, vsak na svoj način. Sama je raziskovala malo kovinsko škatlico, žensko cigaretnico, ki je del zapuščine Grilove domačije, na kateri je podoba ženske s cigareto. Ta škatlica je bila izdelana v Veliki Britaniji. Se pravi, je prišla nekako, ne vemo točno, ampak nekako je prišla k nam sem v Velenje na Grilovo domačijo. No, skratka, v Veliki Britaniji se v začetku 20. stoletja oblikovalo gibanje za žensko volilno pravico, za ženske pravice. Njene članice so se imenovale sufražetke. No in takrat so se ženske seveda osamosvajale, so se izobraževale, opravljale različna dela in v medijih in v tisku so bile prikazane večkrat kot kadilke. Ne? In nekako ta njihova vloga v družbi se je nekako simbolično potrjevala s to podobo kajenja v javnosti. Na razstavi bo postavljen tudi star štedilnik, ki ga je nekoč imelo prenekatero gospodinjstvo, a ta ima podpis Ivana Atelška, ki je bil eden tistih ljudi v dolini, ki so skrbeli za njihov muzej, pravi direktorica muzeja Tanja Vrboten. Če ne bi bilo Ivana Atelška, tudi afriške zbirke Františka Fojta ne bi imeli pri nas v muzeju na Velenjskem gradu. Tako da tukaj je res zanimivo, kako lahko ravno čez Gorenje recimo in čez premogovnik vidimo, da kako so bili v tem času direktorji teh podjetij družbeno odgovorni. V bistvu so se zavedali pomena zbiranja predmetov, pomena muzeja, da ni to kar ena stvar, ko je mogoče včasih danes se nam zdi, da pač kultura, muzej in naša preteklost ni toliko pomembna. V tem času se pa res vidi, da so tukaj res dali zelo veliko poudarka na tem in da tudi v dolini je bil denar namenjen kulturi in pač namenjen je bil takrat, obnovi recimo Velenjskega gradu, kar danes si kar težko predstavljamo, ker vemo, ko se lotevamo obnove delčkov naših teh starih stavb, pa vidimo, kakšni ogromni stroški in finančni zalogaji so. Takrat pa torej so tukaj nekako videli pomen in pač prihodnost v tem, da pač se vlaga v stavbe, v muzeje, v ljudi. Čeprav bo osrednji dogodek o 65-letnici muzeja Velenje razstava, pa so temu jubileju namenili tudi druge dogodke. Ob tem pa se trudijo, da bi ljudem bolj predstavili ne samo to, kaj je muzej, ampak tudi delo v muzeju. Tudi tukaj se nam zdi zelo pomembno, da čim več govorimo o tem, kaj je muzej. Ker se nam še vedno, kljub temu, da se nam zdi, da se zdaj pa ljudje vejo, kaj so muzeji, kaj so v muzejih počne in tako naprej, pa se še vedno najde kdo, ko pa reče, kaj pa delate, saj pa razstave imate postavljene, kaj se pa dela v muzeju. In se nam zdi tudi to zelo pomembno, da skušamo torej poudariti vse delčke, ki morajo v muzeju nekako sinhrono potekati, da v bistvu je muzej tako, kot je, da ni v bistvu samo
razstava tisto, kar je vrhunc našega dela, ne? Ampak da je en kup enega dela, ki nam pogosto mogoče tudi ostaja zadnje. No? Da je treba iti na teren, da je treba se pogovarjati z informatorji, da je treba zbirati predmete, da je treba o predmetih dobiti zgodbe, treba je biti na tekočem z literaturo, z dognanji, ki se pač na strokovnem področju dogajajo, da se je treba izobraževati, da je res en kup enih stvari, ki jih muzeji zadnji potegnejo, pa jih mogoče nekdo od zunaj res ne vidi, ne opazi, ne ve, pa se mu zdi, da kaj pa je to kaj takega, pač biti v muzeju. Ne? Sicer pa v Muzeju Velenje o delu v muzeju pripravljajo tudi podcaste Muzejski odmevi in v zadnjem so govorili o še eni obletnici, in sicer 30-letnici konzervatorsko-restavratorske delavnice.